Tomo in Bojana Križnar, popotnika, borca in človeka z neverjetno življenjsko energijo. Verjetno jo je ravno ta pred 4 leti združila, da sedaj hodita po skupni poti, na kateri se borita za nedolžne ljudi. Tomo Križnar je svoje popotovanje začel že kot študent in od takrat njegovo srce pripada Afriki. Ukvarja se z občutljivostmi preživelih staroselskih kultur, grozodejstvi in krivicami, ki se jim dogajajo, in vse skozi išče načine, kako jih zaščititi. Pri njegovem poslanstvu se mu je pridružila tudi žena Bojana, ki je, kot pravi sam, njegova največja opora in brez njega Afrika najverjetneje ne bi več videla. Z njima smo se pogovarjali pred predavanjem, ki ga je v Blejski knjižnici organiziralo Društvo za varstvo okolja Bled. Verjetno bi si mogel vsakdo izmed nas večkrat nastaviti v gledalo, pa se sploh vprašati, kdo sem. In kdo sta Tomo in pa Bojana Križnar? V Delfih, v preročišču, v grškem preročišču piše vprašaj, kdo si, pa vse s pravo mero. Dve komande sta bile pred pojavom krščanstva. Predno so nam začeli razlagati, kdo smo drugi. V Indiji isto, najbolj cenjenih gurujev, učiteljnov je bil Prabhupada, ki je rekel, vprašaj, kdo si. Od tega odgovora zavisi, kako se boš obnašal v življenju. Odkot smo prišli, rabaš odgovor, kam nam je pot, in z tega zavisi, kaj boš le počel. Jaz nekaj slutim, zakaj sem tle. Zato tudi tako živiva, v bistvu, kot živiva. Jaz mislim, da odgovora, kdo sem, ne najdem nikoli. Vsako jutro se vprašam, kdo sem, ali pa kadar naredim nekaj, kar v bistvu mi ni všeč, da sem naredila. Takrat rečem, kaj, jaz tudi postajam robot, da sem že robot, še čutim. Naprimer, ravno danes sva se pogovarjala v avtu, ki so delavka povedala Snežilka v bistvu, da pelje otroka na operacijo in da jo 3 mesece ne bo. In potem, ko sem se vozila domov, sem se spraševala, ali sem to dovolj čustveno sprejela, oziroma ali sem začutila, kaj mi je želela povedati, ali je to šlo že mimo mene, kaj bi se zgodilo, če bi to se dogajalo mojemu otroku. Tako da se mi zdi, da se vsakič sproti sprašujem, kdo sem in če sem na pravi poti. Moram pa povedati, da ko pa pridem med nube, ko pridem med te ljudi, pa čutim eno dodatno vrednost, ki jo imam, ker mi oni pokažejo svojimi dejanji, ker tam ni telefonov, ni mobitelov, ni tehnologije in se mi zdi, da se lahko bolj čutiš. Nimaš teh motilcev, kot jih imamo tukaj v sodobnem svetu. In se je lažje čutiti. In zato se verjetno vedno znova vračate v Afriko. Ja. Zakaj? Ne v turistična naselja, ne loviti divje živali, ne zaradi egzotike ali pa zaradi spolne nepotešenosti, ker to zdaj nam manjka. Ampak zaradi tega, ker dejansko verjamem odkritjem paleontologov, se pravi tistih, ki raziskujejo kosti, pa potem tudi teh, ki odkrivajo, raziskujejo genom in DNK, da smo v tem prišli, da v bistvu se vračaš nazaj domov, da se vračaš na staro kmetijo, kjer so tvoji starši ponekod še vedno ostali in obstali. Ker tam dejansko začenjaš čutiti sebe bolj, čutiš to podzavest svojo, to, kar ni naučeno, ampak je bilo tam rojeno. Mi smo prišli iz Afrike vsi. Danes to malo ljudi dvomi še to. Homo sapiens se je tako kot mnogo prejšnjih opičjih vrst razvil nekje v tej vzhodni afriški brazdi in ko prideš tja, to nekako čutiš. In zdaj, ko vidiš, da tam gori, da tam pobijajo naše skupne prednike, potomce naših skupnih prednikov, zato ker jih hočejo ukrasti njihove zemlje, v kateri so minerali, voda, dobra zemlja. Večino, kar nekaj nas reagira. Poglejte, Jane Goodall, da je nov film od nje, proučevalka opic, predvsem šimpanzov, recimo, kako se zdaj zavzema za preživetje različnih naravnih vrst življenja na planetu in to prav v Afriki. Pa tudi mnogi drugi, ki po vrnitvi ne morejo pozabiti. To je naša domačija in gledajte, kako delamo z njo.
prej ste omenili, da se ponovno vračate, oziroma se odpravljate na pot. Kakšne pa so recimo občutki, ko odhajate, pa potem, ko se spet vračate nazaj v Slovenijo? V enem izmed intervjujev ste dejali, da mora vsak popotnik, oziroma da je dolžnost vsakega popotnika, da ko pride nazaj, da govori samo resnico o tem, kar je videl in kar je izkusil. Ja, zato so včasih popotniki, vsaj v pravljicah, odhajali čez 9 dolin, pa čez 9 gora, ker so nekaj iskali in potem so tisto prinesli še svojim drugim, ki so doma ostali, ker niso videli z tega aspekta, z te pozicije, z tega horizonta. Seveda, lagati, mislim, to zna vsak. Izziv je resnico povedati. Izziv je se včasih tudi postaviti proti lastni gorenjski oholosti, nadutosti, nečimrnosti in povedati, da smo tudi mi so udeleženi s temi zahodnimi križarskimi vojnami, ki kradejo po Aziji in po Afriki in po Latinski Ameriki. Tudi mi Slovenci, tudi mi Gorenci, recimo, smo že vse stoletja zraven, kadar gredo v napad, po naravne vire, zdaj je v Afriki so gotova nafta, je koltan, so dragoceni minerali. In to ne moreš spregledati, razen če si turist. Turisti gredo pa se zabavati, gredo ležati na peščene plaže, si privoščijo prostitutke in uživajo različne vrste drog. Ampak to je nekaj drugega, upam, da odšte. Jaz sem se vedno spraševala, zakaj, če Tomo v bistvu sporoča, kaj se tam dogaja, zakaj se nič ne premakne, zakaj, ne vem, politika ne stopi skupaj, zakaj cerkev ne naredi nekaj, ampak potem, ko sva začela skupaj, vidim, kako se res to počas premika. Ampak jaz verjamem, da enkrat se bo kamen skotalil in zato hodva tja. In občutki vedno, ko se odpravljaš na pot, so, a se bo zdaj ta kamen skotalil, a se bo zdaj nekaj zgodil. Ko enkrat srečaš te ljudi, jih nikoli več ne pozabiš. In ko ti hodijo skozi fotografije, skozi spomine, v bistvu fotografije teh mam, otrok, očetov, ne nazadnje tudi teh upornikov, ki ščitijo družine, skozi želiš nekaj narediti. In zato se veseliš vsakega odhoda. Ko pa se vračaš nazaj, te je pa najprej strah, a boš znal, a si dovolj tam naredil, a boš znal to predstaviti ljudem tukaj, a te bodo razumeli, a boš slišan. In najbolj grozen je, ko vidiš, kako so tam ti ljudje res še naravni, kako so z naravo povezani in kako so čisti v duši in lepi in kako smo mi umetni. In zdaj, kako v to umetnost noter vstopiti, da se bo spet vsakem posebej prebudil človek. To je pa največji strah potem, ko se vračaš domov, a ti bo uspelo sporočilo prenesti in a bo sporočilo uslišano, da bodo ti ljudje enkrat imeli svoj mir tam. In danes prenašate to sporočilo tukaj v Blejski knjižnici na vse, ki so vas prišli poslušati vaše predavanje. O čem boste govorili zdaj vaši projekti zadnja leta, pa ta nova tehnologija, ki jo želite vpeljati? Bodo droni recimo tisti, ki bodo rešili te korenine človeštva? Ja. Od leta 2013 snemamo v Nubskih gorah z droni in poskušamo pridobiti ostalo človeštvo, da se ta tehnologija, ki je sicer namenjena zdaj predvsem ubijanju naših nasprotnikov, tako imenovanih teroristov, lahko uporabi tudi za ščitenje ljudi, podobno, kot se že uporablja v rezervatih, kodar droni čuvajo gorske gorile. Zdaj smo pri Jane Goodall, pa pri drugih, ki so v Afriki zaščitili 5 največjih živali, recimo leve, slone, žirafe, nosoroge in krokodile. Ne sme se večkrat tako pobijati zveri, ker nekako človeštvo začne razumevati, da če hočemo mi preživeti, ljudje morajo tudi zveri preživeti, da naše preživetje zavisi od preživetja zveri. To je stara indijanska modrost. Indijanci so rekli, če bodo bizoni umrli, bomo tudi mi umrli. In se res to dogaja. Dogaja se po celem planetu, da če ti načneš to biodiverziteto, če
poskušamo narediti same Lego kocke, če skušamo narediti, da bomo vsi, kakor da smo McDonald's sendviči, mi izgubimo to, kar je vesoljna narava razvijala milijarde let. To ni gotov cilj evolucije. To se pravi, bomo šli proti naravnim zakonitostim in se nam bo nekaj zgodilo, ali bomo se razčlovečili in postali sami zveri, ali pa bomo postali roboti, kar je še slabše. In jaz dejansko, ko hodim ven pa not, sem pa tja med Afriko in Evropo, iz cone udobja in navidezne varnosti, na žrtvenike sveta, kakršen je, kjer vsi žrtvujemo, da se ne bi nič spremenili, recimo, ko hodva recimo v vojne cone, ko hodva na frontne linije, kjer na veliko ubijajo otroke, ženske, starce. Ko hodiš sem pa tja tako več let, začneš gledati z dvema očesi stvarnost. In naenkrat začutiš, da imaš tudi globinsko ostrino, da zdaj pa vidiš več, kot če bi samo z enim očesom gledal, če bi skozi v Afriki, če si skozi tle, da zdaj vidiš v globino in to, kar vidiš, je grozljiv. Zato sem tudi napisal vabilo v tem smislu, da še naprej Sapiens propada. In tu bomo danes skušali razložiti skozi te posnetke, ko bomo primerjali, recimo, kako so še vedno občutljivi v delih Afrike, kjer še vedno živijo staroselci, ne moderni, urbani, civilizirani, v narekovajih Afričani, ampak tisti, ki jim pravimo vsi skupaj divjaki, primitivci, barbari. Kako so ti preprosti ljudje veliko bolj sočutni, solidarni, kako skrbijo za naravo, koliko so bolj ekološki, koliko so bolj socialni in koliko so še bolj pametni v ekonomiji. Mislim, vse imajo, kar mi zgubljamo, smo že večinoma zgubili. Se pravi, so naša rešitev za vse naše ekonomske, ekološke, socialne in duhovne probleme, so ravno indigeni v Afriki, se pravi naši skupni predniki, tisti, ki so ohranili stare vrednote, ki so jih se učili skozi 100 tisočletja, rešitev. Ampak mi jih ubijemo, se pravi, moramo spremeniti to, moramo nehati s tem. Noam Chomsky, naš veliki filozof, zahodni, žid po poreklu, je 5. novembra izjavil, da nas samo še indigeni lahko rešijo. To najdete na internetu, pa tudi razlage, zakaj. Tam je, so si vzeli čas, pa so. Tu bomo danes skušali povedati, zakaj. Najne osebne izkušnje za staroselci v Nubskih gorah, v Modrem Nilu, pa v Darfurju. In v bistvu prinesti njihov glas, ker oni pravijo, mi ne potrebujemo vaše pomoči, mi samo želimo, da nas pustijo primer. In to je tisto, zaradi česa se tudi veseliš, da prideš spet k njim, da vidijo, da nismo pozabili na njih. In pa če bova uspela vsej parenmu zbuditi to, da tam, kjer se obdobje konča, se življenje začne, potem bova naredila velika. Bravo. Z tem si vse rekla. Srečna sva, da beživa, da lahko pobegneva pred Miklavžem pa Božičkem pa Dedkom Mrazom. To so fikcije, to so fantazije, vse to vse vemo. Ampak mi še naprej igramo, kakor so resnični. V Afriki je resnica, tam je resničnost, tam je realnost. In ta realnost je kruta ravno zaradi tega, ker mi slepi, nočemo videti, nočemo slišati, hočemo še naprej uživati v coni udobja in navidezne varnosti. Tam, ko se udobje neha, se dejansko šele življenje začne. Bravo. Če ste predavanje zamudili, si lahko ogledate film ali preberete kakšno izmed 6 knjig Toma Križnarja, ki vam bo zagotovo spremenila pogled na Afriko, na svet, v katerem živimo in za katerega smo, konec koncev, odgovorni vsi.